Lepo pozdravljeni, spoštovani gledalci. Čas v začetku leta je seveda vsakokrat znova tudi čas, ko so potrebne pomembne odločitve. Ena tistih za bodoče študente, torej zdajšnje dijake četrtih letnikov, tudi ta, kam se bodo vpisali, na katero fakulteto, v katero univerzo in tako naprej. Da bi bila ta odločitev morda lažja, sem povabila v studio dva predstavnika Univerze v Novi Gorici. Z menoj je doktorica Jana Laganis, sicer skrbnica vpisa Univerze v Novi Gorici in prorektor za izobraževanje Univerze Nova Gorica, profesor dr. Mladen Franko. Dobrodošla oba. Rekla sem, da je začetek leta čas odločitev. Se strinjate z mano, dr. Franko? Ja, gotovo za bodoče študente. Tako. Za bodoče študente, za tiste, ki se bodo morda vpisali tudi k vam. In seveda vsako leto znova jim poskušate najbolje približati tisto, kar univerza pravzaprav za njih pripravlja, tisto, s čimer jih pričakujete. Ja, to je seveda v prvi vrsti ponudba študijskih programov, ki jih izvajamo na Univerzi v Novi Gorici, in v želji za pridobivanje čim večjega števila študentov in moram poudariti predvsem ambicioznih študentov, ki si želijo morda nekaj več, pripravljamo potem vsako leto tudi kakšne dodatne posebnosti, s katerim želimo popestriti našo ponudbo in seveda z njimi privabiti študente. Torej, skrbnica vpisa, sem rekla, ste doktorica Laganis. Kaj pravzaprav pomeni to, da skrbite za vpise, tako kot pravi naziv? Tako, skrbim za to, da bodoči študenti po Sloveniji izvejo za nas, da se jim predstavi naš študij, prednosti našega študija, posebnosti našega študija in sem se nekako zaobjela funkcije, ki so bile prej nekako raztresene po različnih drugih osebah naše univerze, tako da je stvar nekako bolj centralizirana, pa malo bolj usklajena, recimo temu. In tudi učinkovitejša, kaj ne, zaradi tega. Tako. Morda bi predstavili tiste programe, ki jih pripravljate za v prihodnje študijsko leto, dr. Franko. Ja, vsekakor. Mislim, da je v tem trenutku, v trenutku odločitve, so predvsem aktualni študijski programi prve in druge stopnje, ker doktorski programi na tretji stopnji postanejo aktualni nekje sredi leta, ko objavimo razpis za doktorske študijske programe. Te sicer izvaja Fakulteta za podiplomski študij, na ostalih 4 fakultetah in 2 visokih strokovnih šolah pa ponujamo, če grem nekje po nekem ustaljenem vrstnem redu, bom rekel, ponujamo naslednje študijske programe. Poslovno-tehniška fakulteta ponuja študijski program gospodarski inženiring prve in druge stopnje. Fakulteta za znanosti o okolju ponuja študijski program okolje prve in tudi druge stopnje. Fakulteta za aplikativno naravoslovje ponuja študijski program fizika prve in druge stopnje. Na Fakulteti za humanistiko imajo en dodaten program, zato ker ponujajo programe slovenistike prve in druge stopnje in program kulturne zgodovine prve stopnje. Potem pa ostajata visoki strokovni šoli, Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo ponuja študijski program vinogradništvo in vinarstvo, ter Visoka šola za umetnost, ki ponuja študijski program prve stopnje digitalne umetnosti in prakse. To je ponudba študijskih programov, na katerih vpisujemo nekje med 30 in pa do 60 študentov v prvi letnik, 60 je največja skupina na poslovno-tehniški fakulteti. Sicer pa stremimo k tem, da imamo majhne skupine, da pristopamo k študentom čim bolj individualno. Razmerje študent na profesorja oziroma visokošolskega učitelja je pri nas okrog 5, tako da dejansko lahko se posvetimo vsakemu študentu posebej, kar je še posebej pomembno za, če rečem na nek način, študente s posebnimi željami, zahtevami, o katerih bi pa mogoče verjetno kasneje kaj več rekli. Zagotovo to je prednost vaše univerze, torej majhno število študentov na enega profesora, kaj ne? Ja,
po tem številu smo kar za nekajkrat, bomo rekel, bolj ugodni, bolj prijazni študentom v primerjavi z ostalimi visokošolskimi inštitucijami, ker grejo te številke v 20 ali več. Vidva sta oba dodiplomski študij opravila na Univerzi v Ljubljani, pa me zanima, ali bi se, če bi se še enkrat odločila za takole manjšo univerzo, ko poznata zdaj sistem tudi tukaj? Ja, tudi zaradi tega, ker področja, ki me zanimajo, s katerimi se ukvarjam, ki me privlačijo, moram reči, v času, ko sem se sam odločil, sicer je bilo to že davno, teh študijskih programov sploh ni bilo na voljo, takrat ne govorimo o študijskem programu okolje. Na področju okolja delam praktično ves čas od diplome naprej, leta 81, mislim, se ukvarjam s problematiko okolja na tak ali drugačen način. Sem pa študiral kemijo, ker okolja... Pa vam pride prav, ne? Vsekakor. Tako, kaj pa vi? No, tudi čas, ko sem se jaz odločila za študij, en tak program močno manjkal takrat v Sloveniji, tako da najverjetneje bi se že zaradi samega zanimivosti programa zanj odločila. Sicer študirala sem biologijo, tako da tudi tam nekaj grozno velikih skupin, nisem delala v dokaj majhnih skupinah, ampak je tukaj še vedno prednost, ta fleksibilnost, ki jo lahko dosegamo, ta možnost individualnega dela, ki drugje skoraj nemogoče izvesti. Oba sta omenila programe, ki jih ni bilo, pa tudi še danes jih drugje ni. Torej, ste zastavili, pripravili programe, študijske programe, ki so nekako dopolnilo vsemu tistemu, kar druge univerze ponujajo? Ja, to je nekje strateška usmeritev, bom rekel, Univerze v Novi Gorici, ker edino v tem vidimo, v tem nasičenem, bom rekel, visokošolskem prostoru vidimo možnost preživetja. Ponujanje, kopiranje drugih programov mislimo, da ne daje rezultatov oziroma ne privablja študentov in moram reči, da opažamo, da na teh interdisciplinarnih področjih, kjer smo bili prvi, druge inštitucije zdaj že nekje kopirajo nas. Gotovo je okolje eno tako področje, ki se dodaja, bomo rekli, študiju biologije, nekje drugje mogoče bolj študiju kemijske tehnologije in podobno. Vendar celovitega programa, kot ga ponuja Univerza v Novi Gorici, ni nikjer v Sloveniji, ki daje celovito izobraževanje, celovita znanja, ki so potrebna na tako kompleksnem področju, kot je okolje. Vendar okolje ni edini primer. Dejansko so vsi naši programi nekaj posebnega. Gospodarski inženiring je neka, bom rekel, mešanica ali pa nek spoj menedžmenta na eni strani in inženirstva na drugi strani. Ko govorimo o fiziki, je spet to program, ki je usmerjen predvsem v uporabno fiziko. Ni toliko teoretično, ni toliko poudarka na teoretični fiziki, vendar na uporabni fiziki, ki jo lahko potem diplomanti uporabljajo tako na področju medicine, za kakršnekoli meritve, tudi na drugih področjih, kar zadeva meritev, za snovanje novih inštrumentov za meritve, za njihovo adaptacijo, izboljšave, popravila in tako naprej. Če gremo potem naprej na tudi digitalne umetnosti in prakse v končni fazi, čeprav je to umetniški program, je močno oprt na sodobne tehnologije, digitalne tehnologije, digitalne medije, tako da ima to komponento tudi tehnološko, če hočete. In ne nazadnje na področju humanistike, čeprav to velja mogoče malo bolj za podiplomske programe, na področju jezikoslovja, lingvistike, predvsem lingvistike, gre spet za neko kombinacijo, ki ima že močne, bomo rekel, naravoslovne temelje. Tako da povsod se najde neka interdisciplinarnost in
ne smem seveda izpustiti naših vinogradnikov in vinarjev. Seveda. Seveda, glede na to, da je Slovenija razdeljena na dve področji, eno pripada Univerzi v Mariboru, se pravi bolj tehnologija, če laično povem, nemških vin, je seveda Primorska nekaj čisto drugega, in zato je čisto normalno, da z Visoko šolo za vinogradništvo in vinarstvo moramo poučevati tehnike vinogradniške in vinarske, ki so specifične za ta prostor, in s tem seveda tudi spet postajamo interesantni in aktualni in v nobenem primeru konkurenca Univerzi v Mariboru, ki ima podoben program, če tako rečemo. In seveda, da naučite tudi vinogradnike in vinarje tržiti vino, to je en velik del njihovega dela. Ja, to je pomembno, se pravi, prvič vzgoja trte in grozdja, njegova predelava in seveda nazadnje treba vino prodati, ker če bi ga sami pili, pa se to ne bi dobro izteklo. Doktorica Lagani, se vam zdijo ti programi perspektivni v prihodnje? Vsekakor, ker že samo povpraševanje po naših kadrih to potrjuje. Tudi sproti prilagajamo programe, prilagajamo vsebine, tako da ostajajo sodobni, da se prilagajajo spremembam v svetu, potrebam v svetu, stalno spremljamo, kakšne so potrebe v gospodarstvu in temu ustrezno naše kadre in naše programe prilagajamo. Tako da to ni neka fiksna stvar, kakšen je program nadaljnjih 10 let, te stvari so odprte, tukaj se stvari prilagajajo potrebam in v tem trenutku so sodobni, tako kot ne bodo še v prihodnje in se odpirajo nove niše, kjer bomo lahko naši diplomanti se življenjsko znašli, recimo temu. Danes je zelo pomemben dejavnik pri sami odločitvi za študij, koliko je potem diplomant zaposljiv. Kaj kažejo vaši izidi po diplomi? Ta kazalec, če mu tako rečemo, zaposljivost diplomantov skrbno spremljamo že vrsto let, praktično od same ustanovitve inštitucije. Sledimo jo po 6 mesecih in enem letu po diplomi in smo si zastavili dolgoročen cilj, da bi zaposljivost v času enega leta po diplomi ohranili nekje nad 85%. Se pravi, trenutno pa dosegamo še vedno kljub krizi, kot jo imenujemo, dosegamo višje rezultate, boljše rezultate, tako da mislim, da je najnovejši podatek za eno leto po diplomi uspe zaposlitev dobiti 89% naših diplomantov. To je pač povprečna številka. Velja za vse 3 stopnje študija, med posameznimi programi rahlo seveda normalno niha, ampak mislimo, da na nivoju inštitucije je to zelo visoka in bom rekel, privlačna številka bi morala vsaj biti za bodoče študente. Imajo vaši študentje tudi možnost pridobivanja štipendij? Ja, to smo prakticirali na različne načine. Trenutno je v bistvu odprt štipendijski sklad za mlade fizike, kot mu rečemo, v katerega vlagajo od posameznikov pa do visokotehnoloških podjetij in predvsem občina Ajdovščina. Od ostalih možnosti smo pa v preteklosti koristili predvsem lastna sredstva univerze, ki jih je pridobila z različnimi, bomo rekli, projekti za konkretne naročnike, domače ali pa tuje, kjer je možnost ustvariti nek določen presežek sredstev, ki smo jih potem vlagali v štipendijski sklad. V tem trenutku pa vidimo največjo mogoče težavo ali pa omejitev v tem, da določeni študijski programi druge stopnje nimajo koncesije, kar pomeni seveda, da so plačljivi in vlagamo velike napore in prizadevanja v to, da bi zagotovili lastna sredstva, da bi že v prihajajočem študijskem letu bili ti študijski programi praktično
neplačljivi, da bi študente lahko oprostili šolnine, kar seveda potem postane interesantno tudi za tiste študente, ki se vpisujejo na prvostopenjske programe z koncesijo, se pravi na brezplačne študijske programe, vendar ne vidijo nekje možnosti nadaljevanja potem na drugi stopnji zaradi finančnih omejitev. Tako da to bomo v najkrajšem možnem času odpravili in kot sem rekel, pričakujemo, da bi to že z študijskim letom 2014-2015 uvedli. No, seveda je Univerza v Novi Gorici zanimiva za tiste dijake, ki živijo v tem okolju, ker je to pač bliže, ker je, tako kot ste rekli, mogoče tudi iz finančnega pogleda morda nekoliko sprejemljivejše. Po drugi strani pa seveda zanimivi programi tudi za tiste, ki prihajajo od dlje. Torej, kakšne so možnosti bivanja v tem okolju za tiste, ki morda niso od blizu? No, v naši univerzi nudimo pomoč vsem študentom, ki pridejo k nam iz nekoliko bolj oddaljenih krajev in naši študentski pisarni jim gospa prijazno pomaga. Imamo študentski dom na Rjavčevi ulici, kjer je na voljo študentom približno 54 postelj. Je pa tudi množica privatnih nastanitev, kjer se dosti naših študentov nastani in so dostikrat zelo zadovoljni. So zadovoljni. Ja. No, še ena novost s prihajajočim študijskim letom, to je posebej prijazna univerza do športnikov. Kakšen projekt je to? No, to smo mi kot nekoliko razmišljali in smo ugotavljali, imamo krasne pogoje na Goriškem za športnike. Sem so že desetletja prihajali ekipe športnikov, od smučarjev do atletov in tako naprej za različne športe. Zimska klima je idealna za zimske treninge, ker drugje to ni možno. Smo majhna, fleksibilna univerza, kjer si lahko privoščimo tisto, kar si drugi ne morejo. In zakaj tega ne bi združili? In to smo prišli do ugotovitve, da imamo možnosti, da povabimo študente športnike, torej tiste, ki bi radi trenirali še naprej. Jaz sama recimo sem bila športnica in sem športom prekinila, ko sem šla na fakulteto. Če bi imela možnost takrat verjetno trenirati naprej, bi verjetno trenirala. Zakaj ne? S tem se dostikrat prekine stik med športnikom in matičnim klubom. Recimo v tem primeru lahko športnik ostane tukaj. In kot prvi smo res uredili status športnika, tako da imamo te stvari tudi s našimi pravilniki urejene in pa ponudili smo status športnika tudi športnikom državnega razreda, ne samo evropskega, kot je bilo do zdaj, tako da lahko imajo ugodnosti, lahko se jim prilagodimo glede njihovega tekmovalnega urnika, tako da imajo res zelo v redu pogoje za študij pri nas. Kaj to pomeni status športnika? Katere so ugodnosti za te študente s statusom? Tukaj je zdaj malo odvisno od nivoja, kategorije in same lastnosti posameznega športa. Tako da generalno bi jaz malo težko rekla, tukaj vsak športnik da vlogo na naš senat presodi, kaj se da, kakšne so možnosti in se potem temu prilagodimo. Dosti imamo recimo prilagajanja datumov izpitov, lahko se prilagajamo glede možnosti posameznih predmetov študija nadaljavo, individualnega študija, tako da tukaj so možnosti zelo odprte. Pa tudi sicer je to okolje, dr. Franko, prijazno, ne samo do športnikov, tudi do vseh tistih, ki se športom morda ne ukvarjajo. Poleg vašega izobraževalnega dela imate seveda tudi znanstveno-raziskovalno delo, ki sodi v okvir neke univerze. Tukaj ponujate veliko možnosti in seveda samo okolje Goriške je dovolj privlačno lahko za marsikoga. Ja, nekaj teh stvari smo izpostavili že prej, ne? Vinogradniki in vinarji, boljše lokacije, kot je nekje vmes med Vipavsko dolino in Goriškimi brdi. Povedati moram, se opravičujem, da imate svoje posestvo, na katerem delate. Posestvo je sicer v Mančah, tudi sama fakulteta, sama Visoka šola za vinogradništvo in vinarstvo je locirana v Vipavi, v obnovljenem dvorcu Lantieri. Vendar imajo študentje, prihajajo iz celotne širše Goriške, bom rekel, in tudi Krasa. In tudi iz Dolenjske? Seveda. Ne vem, imamo kakšnega Štajerca, Dolence, kraljico Cvička gotovo imamo. Če se malo pošalim, oziroma prvaka Cvička, ampak pustimo te podrobnosti. Hotel sem izpostaviti to, da imajo seveda študentje možnost praktičnega usposabljanja praktično po celotnem tem področju, ki nudi res, bom rekel, vrhunsko strokovno znanje pri posameznih vinogradnikih in vinarjih. Tako da to je gotovo eno okolje,
ki ga težko drugje v Sloveniji najdejo za nek konkreten študijski program. Ne smemo pa pozabiti tudi recimo študentov okolja, ki so tukaj nekje na stiku med Mediteranom in Alpami, praktično v nekem idealnem naravnem laboratoriju, če tako rečemo, z vsemi, bom rekel, pozitivnimi pa tudi negativnimi vplivi, Spadske nižine in tako naprej, z nerešenimi problemi odpadkov, da ne navajamo naprej. Visokotehnološka podjetja potem nudijo spet možnost, odlične pogoje za praktično usposabljanje, tako v majhnih visokotehnoloških podjetjih, kot je, BIA Separations, Pipistrel, Instrumentation Technologies, če navedem samo nekaj, ali pa v velikih tehnoloških sistemih, kot je Hidria, Elektroprimorska, Iskra Autoelektrika in drugi. Tako da Goriška, lahko rečemo, ponuja res veliko možnosti in tudi sama Univerza v Novi Gorici se poleg tega, da se definiramo za študentom prijazno univerzo, se definiramo tudi za raziskovalno univerzo. In dejansko vsi naši visokošolski učitelji so aktivni raziskovalci, uspešni, tako na domačem kot v mednarodnem prostoru. In lahko najnovejša znanja seveda po eni strani prenašajo direktno v teorijo, če temu rečemo, v predavanja, tako da študenti ne poslušajo starih stvari izpred 15-20 let, ampak tisto, kar smo, če malo karikiram, v prejšnjem mesecu odkrili na Univerzi v Novi Gorici. Obenem pa seveda v sodobnih laboratorijih nudimo tistim najboljšim in najbolj ambicioznim študentom tudi možnost raziskovalnega dela, da se sami preizkusijo v tem, bom rekel, na tem izzivalnem področju, ki nudi številne izzive mladim, ki imajo ideje, želje po uveljavljanju tudi na tem področju. In tukaj bi dodal, da poleg športnikov smo seveda pripravljeni ponuditi poseben program in prilagodljiv program tudi za študente, ki bi se želeli nekoliko bolj seveda angažirati in uveljavljati v sami znanosti. Torej, da so aktivnejši na znanstveno-raziskovalnem delu. Tako. Seveda je pa to tudi univerza, ki je zelo odprta, tudi navzven. Delujete zelo globalno, kaj ne? Ja, to je spet bila ena strateška usmeritev od same ustanovitve, takrat še Fakultete za znanost in okolje, pa potem Politehnika in sedaj Univerza v Novi Gorici. Odprtost v svet, se pravi, da svoje znanje, svoje odkritja dajemo v oceno mednarodni strokovni in znanstveni javnosti. Po drugi strani pa želimo in smo, lahko rečem, tudi uspešni v tem, da privabljamo tuje študente. To sicer velja nekoliko tudi zaradi jezikovnih omejitev, predvsem za magistrski in še posebej za doktorski študij. Uspemo privabiti tudi tuje znanstvenike, ki pri nas raziskujejo, tudi predavajo, kar kaže, da smo uspešni in nudimo ustrezno infrastrukturo. In to, kar je seveda zanimivo za naše študente, je tudi, da jim preko programa Socrates Erasmus nudimo možnost študija v tujini. Od 1 do 2 semestrov imajo vsi naši študenti na dodiplomskih, magistrskih ali pa doktorskih programih možnost upravljanja na tujih univerzah. Tukaj bi kot zadnjo novost poudaril projekt Infinity, to je Erasmus Mundus projekt, v katerem Univerza v Novi Gorici sodeluje in je namenjen tako študentom iz držav bivše Sovjetske zveze, Belorusija, Moldova, Ukrajina, pa potem kavkaške države, Gruzija, Azerbajdžan, Armenija, preko katerih pričakujemo, da bomo v letošnjem prihajajočem študijskem letu vpisali tam nekje 10 do 20 tujih študentov kot redni vpis, ne kot izmenjavo.
Istočasno je pa to priložnost za naše študente, da lahko odidejo za 1 leto, recimo, pridobijo izkušnje in seveda se srečajo z novimi kulturami, z novimi izzivi, vzpostavijo stike, strokovne stike v državah, ki so potencialno zelo zanimive zaradi možnosti razvoja, ki jih imajo. Dovolj privlačnih priložnosti. Zdaj pa še nekaj čisto konkretnih podatkov. Kako bo potekal letos vpis, kam naj se obrnejo tisti, ki smo jih morda zdajle zainteresirali? No, najbolj podrobne podatke glede vpisa bodo vsekakor dobili v naši študentski pisarni, kjer jih bodo tudi lepo sprejeli, pomagali, če bo karkoli treba. Pomagamo tudi šolskim svetovalnim službam, smo navezali kontakte z nekaterimi in ponudili, če rabijo kakršnokoli pomoč pri vpisih, da jim pri tem pomagamo. Pri letošnjem vpisu namreč ena novost, in sicer je to, da prvič poteka vpis samo elektronsko. Se pravi, dijaki najbolj zaželeno, da si pridobijo digitalni certifikat, digitalno potrdilo in se z njegovo pomočjo potem oddajo svojo vlogo za vpis. Prvi rok za vpis se je pravkar začel s 5. februarjem in traja tam do 5. marca, tako da to je tisto obdobje, ko se večina bodočih študentov odloči, kam bi radi in kako bi radi študirali. Potem bojo pa tam nekje do konca aprila znane omejitve vpisov. Ministrstvo izdalo sklep o omejitvah. Potem tam nekje od 26. junija do 9. julija potekajo preizkusi raznih posebnih sposobnosti za umetniške smeri, gledališke in podobno. Potem pa tam nekje do 25. julija bodo študenti izvedli rezultate izbirnih postopkov, tako da bodo že vedeli, ali so na svoji želeni fakulteti ali ne, ali bo morda treba misliti v drugem vpisnem roku. Tako. In potem si lahko začnejo iskati prostor, sobo in tako naprej. Skratka, veliko priložnosti ponuja Univerza v Novi Gorici. Morda katera stvar, ki se vam zdi najbolj privlačna, dr. Franko? Ko poznate, kako delujejo fakultete, univerze v svetu, tudi sami ste bili tam v Ameriki, kaj ne? Ja, ta, bom rekel, prijaznost do študentov, ki, jaz sem sicer hodil v šolo, če tako rečem, v nekih drugih starih časih, vendar na Univerzi v Novi Gorici ni te distance med profesorjem in študentom. Ste kolegi? Profesor nekje za katedrom, študent v klopi, tam si komaj upa vprašati. Mi moram reči, da ne vem, zakaj se ta travma, tak rešpekt med študentom in profesorjem še vedno drži. Tako da, kot sem rekel, si študenti komaj kaj upajo vprašati. Mi jih stalno vzpodbujamo, da smo mi tam zato, da jim zagotovimo vse znanje, ki bi ga želeli od nas. In to je seveda njihova pravica, da ga dobijo. In v tem odnosu mislim, da se kaže prav ta prijaznost do neke mere, seveda kolegijalnost. Na izpitu kolegijalnosti ne more biti med profesorjem. Na izpitu mora biti znanje. To ne pomeni, da študentom popuščamo, ker bi to bila slaba popotnica za njih. Mi želimo, da pridobijo čim več znanja, ker bojo s tem seveda bolj uspešni tako pri iskanju zaposlitve, kot kasneje seveda na delovnem mestu. In na tej poti jim pač zagotavljamo vse najboljše, kar pač imamo na razpolago na Univerzi v Novi Gorici. Kaj pa za vas? Kaj je najbolj privlačno? No, jaz bi se kar strinjala s to stvarjo. Jaz sem osebno recimo imela izkušnjo, sem vrsto let prve letnike dobivala kot asistentka v študijske klopi in prvih par ur smo imeli največ problemov s tem, da smo to zid razbili, da smo začeli komunicirati, da nisem bila gospod profesor več, ampak sem bila čisto enostavno Jana zanje, da smo znali komunicirati, se vprašati, ko kdo nekaj razumel, je vprašal, dobil dodatno literaturo, če kaj še dodatno zanimalo in tako naprej. Tako je tle res tak spektr, da vlečemo ljudi naprej, ne da bi jim popuščali, da bi jim čisto enostavno pustili, ampak jih spodbujate. Nam je najlažje bi bilo pustiti, ampak to ni naš namen. Namen je spodbujati,
da znamo pa še to, pa še tisto radovednost zbujati, spet zbuditi tisto radovednost, ki so morda tekom srednje šole že nekateri malo pozabili. Tako da, ja. Priložnosti so, kaj ne. Spoštovani gledalci, na vas je pa, da se odločite, tisti, ki seveda ste pred odločitvijo. Za vsa vprašanja, kot rečeno, so na Univerzi v Novi Gorici na voljo. Lahko si pridete pogledati kadarkoli, verjetno tudi prostore, se pogovoriti s katerim od profesorjev, če imate to željo ali če ste pred res težko odločitvijo. Ampak na koncu odločitev bo vaša in jaz vam želim, da se odločite pravilno. Srečno!